Dober večer, jaz pozdravljam lepo v naši sredi Ireno Deželak. Mi smo Društvo mladih Slovencev v Italiji, na kratko DM+. Sicer smo se spoznali že lani na našem dogodku Osvežitev, ko ste imela predavanje o komunikaciji znotraj delovnih skupin. Od takrat do danes se je zgodilo marsikaj. V tem času smo ustanovili društvo, tako da se je naša mala ekipa, petčlanska ekipa, kar naenkrat povečala in nas je zdaj v organizacijski ekipi skoraj 20. To je bil glavni razlog tudi, zakaj smo vas danes sem povabili, ker se nam je zdelo, da je naslov današnjega predavanja kot nalašč za te novo nastale dinamike, ki se zdaj odvijajo med nami. Tako, bom prepustila besedo vam. Naš video dajemo tudi po YouTubeu, tako da vabimo tudi ostale gledalce izven tega klepeta, da se nam na koncu pridružijo z vprašanji. Mislim, da boste imela vi 45 ali 1 uro predavanja in na koncu imamo 45 in potem na koncu 1 uro, 15 minut namenjeno samo za vprašanja. Tako da, izvolite, predajam vam besedo in jaz bom tudi izklopila mikrofon, da me ne bom motila. Ok, prav lep dober večer prav vsem. Jaz bom sicer malo pomahala, tako da sem zelo vesela, da sem spet pravzaprav z vami, sicer v drugačni obliki, kot je bilo lansko leto marca v Trstu. Bomo pa zdaj glede na te nove razmere pač poskušali zadeve speljati na tak mogoče malo drugačen način. Obvladovanje konfliktov je naša današnja tematika in mogoče bi jaz pred to suhoparno neko teorijo, ki jo tudi mogoče se treba čisto malo dotakniti, se kar spomnila, ali pa vas bi povabila, da se vsi malo spomnite, kakšne konflikte pravzaprav vi imate v svojih sredinah, kjerkoli že ste. Ko smo bili majhni, mogoče se zdaj lahko spomnite, vem, da ta trenutek ni takih situacij, ampak običajno, ko se otroci igrajo po skovniku, mogoče zelo hitro pride do tega, da nekomu vrže pesek, drugega pol z lasa in kar naenkrat imamo konflikt. In ne boste verjeli, najboljše tehnike so nas starši že takrat naučili, ko so nas dali narazen in smo pač potem neke stvari počeli. Pa v odrasli dobi, kot da jih malo pozabimo. In potem se zgodi, da zaradi nekih konfliktov izgubimo punco, izgubimo fanta, užalimo prijatelja, se skregamo s šefom, eni se celo ločujejo. In najhujša oblika konflikta je pa pravzaprav vojna. Tako da res se splača marsikaj narediti prej, preden konflikt toliko eskalira oziroma se povzpne v neke take višave, da pride do nekih neljubih situacij. Če se vi spomnite, jaz bom zdaj moja predstavitev nam dala gor. Jaz upam, da se to vse vidi, če ne pa lepo prosim, da kdorkoli je tehnik, dajte mi da, samo povejte, da ni ok. Se pravi, obvladovanje konfliktov kot tematika, ki je izjemno aktualna, sploh v časih takrat, ko postanejo zadeve bolj stresne, pravijo, da iz nas počasi bistvo ven prihaja. In ta trenutek imamo situacijo, tako vi kot mi, pa tudi cela Evropa, mogoče še celo, v malo hujši obliki. In bomo poskušali malo v to smer iti. Zdaj, če se spomnite, lansko leto smo mi narisali en most. In sicer dr. Pavel Vaclavik je zelo lepo razložil in bomo iz tega mosta danes pol izhajali. On je zelo lepo razložil, da kako se dve osebi razumeta ali pa ne razumeta, je odvisno od mostu, ki ga ti dve osebi imata. Ta most je pravzaprav njun medsebojni odnos. Gor smo potem narisali en vlakec, ta vlakec je pa vsebina. Se pravi, tisto, o čemer z nekom govorimo, ali z večjimi osebami, to zdaj ni pomembno, pomembno je samo to, da toliko kot je trden most, toliko težek vlak lahko pelje čez. Ali obratno. V bistvu, če je vlak pretežek, se most podre. In danes si bomo pogledali, kakšna je vloga posameznika, ker saj veste. Takrat, ko iščemo rešitve ali pa odgovore izven sebe, smo še daleč od odgovora. Se pravi, danes se bomo pogovarjali pravzaprav, kaj vsak izmed nas lahko naredi v vsaki svoji situaciji, zato, da je ta most, ki ga imamo, se pravi ta odnos trdnejši.
Rekli smo, da za odnos smo odgovorni polovico. Se pravi, če ste na eni strani, ne vem, punce ste tam, ker je tistale simpatična deklica, fantje ste recimo na drugi strani in si predstavljate, vi ste odgovorni za polovico svojega mostu. Za polovico svojega mostu. Ampak za to polovico smo res vsi odgovorni. Kar pomeni, kaj pa ne pravzaprav jaz naredim, da bo ta najin odnos res kvaliteten. Veliko lahko naredimo. Sam nekako nas v šoli tega ne naučijo, pa bomo pogledali. Če je ta odnos zelo, zelo dober, pol pravzaprav o čem govorimo? Pol govorimo o tem, da naš odnos so naša notranja razmišljanja, naša notranja razpoloženja, naša naravnanost do, ne vem, prijatelja, sodelavca, kolega, sošolca, kogarkoli, brata, sestre, oziroma naše razpoloženje. Se pravi, to je, če hočete, da bolj enostavno povem, to je nekako naš notranji svet. To je tisto, kar res imam in na to imam pravzaprav res vpliv. Seveda se pa izraža, kako se pa izraža? Izraža se pa navzven kot moje vedenje. To je pa tisto, kar so izrečene besede oziroma moja dejanja. Se pravi, bili smo pri mostu, mostek smo si pogledali in ga že znamo in ga že poznamo. In smo rekli, da tisto, kar tvori naš odnos, je pravzaprav to, kar mi o nekom razmišljamo, takšen odnos, kot imamo do nekoga, tako smo do njega miselno naravnani, takšna stališča, kot imamo. In to prihaja v obliki našega vedenja pravzaprav vedno ven, kot izrečene besede oziroma naša dejanja. Bolj, ko je situacija stresna, bolj, kot je situacija napeta, teže, kot nam je, bolj je odnos direktno povezan z vedenjem in se absolutno izraža. Naše vedenje je samo posledica tega. Če se spomnite, eno pomarančo smo stiskali in smo rekli, to pride ven, kar je not. Tako da pravzaprav iz nas vedno prihaja ven to, kar je not. In zakaj smo mi zdaj odgovorni? Kaj mi lahko naredimo? In vse to lahko potem pospravimo v neke 4 škatlice. Te 4 škatlice izgledajo na nekak sledeč način. Edini pravi, če hočemo mi konflikte reševati, je edino pravo stališče oziroma upam sebi in da verjamem tudi v tistega drugega. In enostavno, tale plus, to ste velikokrat že slišali, te win-win situacije. Ampak win-win situacije, kako pravzaprav izgledajo? Izgledajo tako, da tudi takrat, ko nam je najtežji, znamo ne odreagirati preko avtopilota, ker avtopilot je avtopilot je naše avtomatsko vedenje. To je vedenje, ki je priučeno skozi naše življenje. In v tistem trenutku, ko smo na avtopilotu, odreagiramo tako nagonsko, na to, kar imamo mi pravzaprav noter. Samo v resnici, če pogledamo, vsak dan postajamo, saj naj bi, bolj izkušeni, modrejši. Se pravi, bi načeloma vsak dan, vsak teden, vsako leto, ko postajamo zrelejši, ne bi znali reagirati mogoče tudi bolj modro, tudi bolj premišljeno. Ne vedno samo na prvo žogo. In to je tisto, ko znamo v drugih ljudeh, včasih tudi, ko je težko, videti plus, v smislu, zakaj mi ta oseba to govori? Kaj bi mi pravzaprav rad povedal? Kaj njega teži? Zakaj je njemu to pomembno? Konflikt bo vedno nastal takrat, do tega bomo pol še malo kasneje bolj intenzivno prišli, ampak da že zdaj povem, konflikt bo vedno nastal takrat, ko ne upoštevamo čustev druge osebe. To je ena največjih skrivnosti. Lahko govorimo 15 ur, lahko pa zelo na hitro povem bistvo. Ko niso upoštevana čustva druge osebe in jo kakorkoli prizadanem, ali jo ne poslušam in s tem pokažem na globjem nivoju, da je nepomembna. To so eni taki rahli mali primeri, kako mi pravzaprav delujemo. In samo ta pozicija, ki vam jo zdajle kažem, se pravi, princ, princeska se temu reče, to je pozicija tudi takrat, ko nam gre narobe, da znam reči, vidim, da imava problem. Verjamem, da ga lahko skupaj rešiva. To je stavek, ki drugega nagovarja v smislu, ti si okej. Za razliko od tega, ki ne bo tako rekel. Zdaj to, kar se vam zdaj prikazuje, to so nastopači, oni delujejo čisto drugače. Jaz imam prav, tako bomo naredili, kar bom jaz rekla, drugi niste toliko pametni, ne veste toliko, se pravi, to je pozicija nastopača. V družbi teh ljudi se vedno slabo počutimo. Ta ni okej. Naslednja, minus pozicija je
itak pozicija, kjer jaz izgubim, ti izgubiš in je vse narobe. Tukaj nekako ni dobro, sodelovanje sploh ni tvorno. Velikokrat imamo pa te pozicije, kjer jaz ne vem, pa prelagam odgovornost na druge ljudi. To so pa mile jerice. Oni sicer se zdi, kot da včasih pridejo čez brez konflikta, ampak v resnici pravzaprav to ni dobro sodelovanje, ker se oni ne izražajo, oni ne povedo, kaj oni, tudi tvorno ne morejo prispevati pri nobenem projektu, pri nobeni stvari. Žal jih imamo v pretežnosti kar veliko, 75% je takih ljudi. In z njimi je težko sodelovati, ker oni potem ne prevzemajo odgovornosti. To smo že zadnjič pogledali. Zdaj gremo pa od lani. Zdaj pa samo od tega nadgrajujemo naprej. Se pravi, vemo, da je most edina stvar, ki jo imam z drugo osebo, vem, da sem odgovorna za 50% tega mostu in vem, da je edini življenjski položaj, ki mi to omogoča, plus. Se pravi, jaz sem ok, ti si ok, kako bova skupaj nekaj naredila. Ne? Zato je recimo ena osnovnih tez, ki se učijo vedno, ali med pogajanji, ali pri obvladovanju konfliktov, je ko doprije do tiste točke, ko je težko, da ste vi tisti plusek, ki rečete, v velikih stvarih se ne strinjava. Dajva najprej poiskati skupne točke, katere so, na katerih lahko gradiva. To so taki majhni, praktični življenjski stavki, ki konflikt lahko naredijo bistveno drugačen. In če se zdaj čisto dotaknemo konfliktov teoretično, ampak samo teoretično, da preletimo, da rečemo, kaj pravzaprav je konflikt. Konflikt je fino, da ločimo od problema. Zato, ker problem je pač neko stanje, ki sicer ni zaželeno, zaenkrat ponavadi ne vidimo možnosti, kako bi ga rešili, in to je to. Konflikt je pa takrat, ko mi problema že ne znamo več rešiti. In vsak konflikt vsebuje določen problem, ampak vsak problem pa ne vodi v konflikt. In jaz vam bom danes poskušala pokazati, imamo veliko problemov, če hočete izzivov, ni potrebno, da vsak vodi v konflikt. Zdaj, možnih virov konflikta imate ogromno. Neusklajenost nekih informacij, nekega znanja, to, da ne razumem enakega pomena besed in pojmov kot moj sogovornik, da z njim sem z enakim namenom tam, da so moja prepričanja, vrednote lahko drugačne, mi je odnos manj ali pa bolj pomemben kot njemu. In toleranca je lahko drugačna, pozornost je lahko drugačna in seveda tudi čustva so lahko drugačna. In če konflikt pogledate v ne vem kolikih izvedbah, je bistveno, da pride v resnici do nekega stanja nemoči. Konflikt je vedno izraz tega, da nekaj nisva sposobna rešiti. In lahko je to neka situacija, ki eni osebi onemogoča ali pa ovira neko dejanje druge osebe, lahko izhaja iz neke interakcije, pri kateri gre ponavadi za nestrinjanje ali pa različnost, je zelo čustveno, tole vam bi rada povedala, ker je Stuart rekel, čustveno nabit poskus. Ko mi poskušamo vsiliti spremembe odnosa nekomu drugemu, ponavadi jeza izhaja iz tega, da svet ne funkcionira po naših pričakovanjih. V resnici velikokrat želimo, da bi nekdo drug naredil tako, kot smo si mi zamislili in potem se pravi, želimo vplivati. Če je neko nasprotovanje, spet želja interesov ali pa čustev ali pa spopad nekih nezdružljivih tendenc. In to vodi v konflikt. Zdaj, za to, da konflikt obstaja, moramo imeti vsaj dve osebi, moramo imeti nek prostor, kjer se to dogaja in neki interesi. Vedno so odzadnji interesi. Mi po domače velikokrat rečemo, smo na različnih bregovih. Imamo različne interese. Ja, seveda, če zdaj pogledamo, je lahko to neka organizacijska raven, ste znotraj neke organizacije, društva, česarkoli. Potem veliko težji so te osebni vzroki nekonfliktnosti, ko imamo mi spet različna prepričanja, stališča, neke kriterije vrednotenja, velikokrat nesposobnost obvladovanja naših čustev ali pa neke težave osebne narave. Izjemno velikokrat, jaz opažam v praksi, je velik vzrok za vse vrste konfliktov strah. Strah se tudi zdaj kaže v tej situaciji, ki jo imamo mi vsi skupaj, ko je ljudi strah, takrat reagirajo mogoče na drugačne načine. In sama pri svoji praksi velikokrat ugotavljam, sploh pri coachingu, ko se z ljudmi kaj pogovarjamo, pa so zadržani ali ne želijo, ali se ne želijo sodelovati, niso tako aktivni, kot bi lahko bili. In takrat, ko meni uspe izreči tisti magični stavek, česa se pravzaprav bojite, česa vas je strah,
takrat se lahko potem začnemo pogovarjati. Strah je izjemno velikokrat vzrok za mnogo konfliktov, če hočete, ločitve pa še kaj. No, in komunikacija je pa tista, ki je, tako bomo rekli, na prvo žogo najbolj vidna. Če različno tolmačimo neka ista dejstva, če nismo na isti komunikacijski ravni, če emocionalno ne spremljamo pogovora, kar pomeni, da ko je nekomu težko, se jaz obnašam nonšalantno, ali pa recimo, ko smo verbalno ali pa neverbalno neusklajeni, recimo, ali je to v nepravem času, ali če so različni interesi. Tako da proces komuniciranja je velikokrat, se pravi, govorimo o sami tehniki. In zato to poudarjam, ker samo tehniko komunikacije se pa da naučiti, res se jo da naučiti. Zdaj imate lahko samostojen konflikt, imate lahko konflikt glede na udeležence, imate konflikt v skupini, ki je velikokrat, in vir nastanka so predvsem te neke interpersonalne razlike. Osebne razlike ali nekih pomanjkanja informacij, mogoče naše vloge niso združljive, imamo kakšen stres iz okolja tudi in to je lahko velikokrat zelo težko. In seveda, če znamo pogledati kot priložnost, je pa to drugače. Lahko imamo tudi cilje, tudi poti, tudi tekmujemo za vire, marsikaj počnemo, tako da rada bi samo v tem delu poudarila, da ogromno res je vzrokov za konflikt. Ogromno. In mogoče niti niso vsi popisani, vertikalni, horizontalni, glede na posledice. Se mi zdi pa pomembno poudariti, da imamo funkcionalne konflikte, se pravi tiste, ki med skupinami povečujejo neko učinkovitost, imamo pa tiste, ki rušijo in tudi preprečujejo. To so pa disfunkcionalni, te res niso fajn. Potem imamo realne, imamo nerealne. Realni so tisti, ki izhajajo iz nekih dejstev, iz neke situacije, ki jo mi v resnici moramo rešiti. Nerealni konflikti pa ne zadevajo to situacijo, ampak zadevajo posameznika in gre izključno samo za sproščanje napetosti. To je spet osebna stvar posameznika, ki jo pa velikokrat lahko srečamo tudi v medosebnih odnosih. In če si pogledamo eno statistiko, recimo, vidimo, da največkrat se samo večkrat letno pojavljajo konflikti kot neka resna stvar. To je skoraj 40%. Potem imate večkrat mesečno, pa večkrat tedensko, če jih seštejemo skupaj, nekih 50%. Se pravi, v resnici tedensko pa mesečno se 50% približno ljudem konflikti dogajajo. Se res dogajajo. Kje so pa tiste relacije? Če gledamo v neko delovno sredino, največ je zaposlenih, ko smo v različnih oddelkih. Glejte, kako vam to veliko pove o tem, da takrat, ko smo pripadniki različnih skupin, kakorkoli že, ali je to znotraj podjetja, ali bi bili to, ne vem, fuzbalska moštva, ali košarkaška, ali kjerkoli, ampak takrat, ko smo pripadniki različnih skupin, lahko prihaja do tega, da so trenja večja oziroma večkrat vstopamo v konflikt. Potem so lahko individualni, se pravi, imate posamezniki, nadrejeni, podrejeni, imate tudi tega je kar veliko, razen vodje oddelkov med seboj, pa zaposleni na isti strukturni ravni, tega je v bistvu bistveno manj. Tako da v nekih profesionalnih odnosih je to en tak čist pogost pojav. Zdaj, kaj so negativne posledice? Zakaj se nam to res ne splača? Vsak konflikt, kakršenkoli, v nas noter, sproži tisto reakcijo, ki je izjemno slaba. Kaj se vedno zgodi? Ja, preko naše hipofize in našega hipotalamusa gre v nadledvične žleze, se sproži ta hormon stresa, ki v resnici velikokrat spodbuja še bolj sovražna čustva, napetost, sovražnost, agresijo. Ni dobro. Potem seveda bomo cilje skupaj bistveno težje dosegati, če se prej kregamo. Enotnost se razbije, konflikt itak ni rešen. Če jih sami ne znamo razrešiti, se menda v konflikt velikokrat ujamemo tako kot hrčki. Če si predstavljate tistega hrčka, kar skozi vrti in skozi ene in iste stvari počne. In pravzaprav ne razrešuje. To je groza. In tudi mi, če jih ne razrešimo, se kar ciklamo. Ovirajo tudi optimalno delovanje, povzročajo neko destruktivno in agresivno obnašanje od ciljev in tudi na koncu pride tudi lahko do nekih motenj ali pa do nekih bolezni. Me jezi, kako je že tisto, mi gre na jetra, takrat, ko me jezi, pol gre na dolgi rok, da je vse na jetra, ampak to lahko tudi bolezen pride. Tako da negativne posledice.
ne splača se kregati, res ne. In zato bomo pogledali, kako se da pa pozitivno na konflikt pogledati. Konflikt nam pravzaprav kaže na problem. S tem verjamem, da se strinjate. Odpraviti neko stagnacijo, če smo v tem trenutku mogoče v neki coni udobja ali pa smo že predolg čas ali pa se nič ne razvijamo. Konflikt je lahko pravzaprav neka priložnost, da ne bomo stagnirali. Da ne bomo rekli, se bomo danes delali tako kot 20 let nazaj, ker kot vidite, že tale medij ni tako, kot je bilo 20 let nazaj. Vodi do nekih novih spoznanj. Zelo veliko krat utrjuje skupino, če to znotraj skupine počnemo, je potem, ko izidemo iz konflikta, smo vedno močnejši. Seveda zahteva rešitve, kar pomeni proaktivno delovanje, različni interesi naj bi se takrat združili, pa seveda je to korenina za spremembe. In če povem to, kar vemo že vsi in poslušate že dolg časa, da edina stalnica so spremembe, potrebno se je skozi spreminjati. In konflikt je pravzaprav, če ga znam dobro pogledati, ena krasna stvar. Tako da stvar lahko naredimo bolje in drugače. Veliko imate tudi tukaj napisanega, prvi pogoj za učinkovito reševanje konfliktov je to, da razumem, da je nastal zaradi odnosa med različnimi hoteni. Zato sem že še enkrat, da se spomnimo, kaj je odnos. Odnos je, se pravi, moje stališče, moje razmišljanje, moja prepričanja in moja naravnanost. Vedno govorimo o sebi. In potem drugi pogoj, da se to reši, ustvarimo neko ustrezno vzdušje, ki pa poudarja pozitivnost konfliktov. Ko sem se jaz v svojem življenju naučila, in sem se res naučila, to mi ni bilo dano zip, ko sem se naučila, prepoznati, da drugi ljudje znajo in stvari narediti mogoče tudi boljš kot jaz. Jaz sem eno tako super predispozicijo za konfliktnega človeka. Pač bila sem hči prvorojena, kar je pomenilo, da sta mogla moja dva mlajša brata mene skozi poslušati. Ko sem hodila v šolo, sem bila več ali manj predsednica razreda, gor, dol, potem v službi relativno hitro tudi napredovala. In nekako imam en tak lidersko stališče v sebi, ko sem jaz spoznala, da jaz nimam vse prav in da znajo drugi ljudje tudi na kakšne drugačne načine, pa mogoče tudi boljše. Prihajati do nekih ciljev je bilo to za mene neki, mislim, zdaj, če bi rekla blagoslovno, ne vem, če je prav, ampak ja, meni je to zelo, zelo pomagalo. Olajšalo mi je življenje. Ko sem jaz ustvarila neko ustrezno vzdušje, ki poudarja to, da ja, tudi drugi ljudje lahko znajo in znajo videti drugače. Ko sem postala prvič vodja, sem itak naredila po moje nešteto napak ali pa še več. In ko ste v neki literaturi ali v bistvu ne vem odkje, ko sem srečala stavek, da je fino človeku, ko jih drugače gleda in drugače misli, reči, daj povej, kaj ti vidiš, kar jaz ne vidim. In to je ena moja formula za uspeh. Se pravi, tudi takrat, ko sem bila kot vodja nadrejena, ali pa sem kot direktorica nadrejena, ali pa kot mama, jaz imam 3 otroke. In takrat, ko se spustim in dovolim, in rečem, daj ti meni povej, kaj ti vidiš, kar jaz ne vidim. Očitno gledava na stvar čisto drugače. Takrat se začne sodelovanje. Namenoma vam govorim take čisto praktične primere, ker konflikt lahko vedno tudi povzročite, vam bom še to povedala. Najboljša formula za povzročitev konflikta je to, da osebi, ki se z vami pogovarja, ali karkoli počnete, ali pa če imate sestanke, samo rečete, jaz se pa ne strinjam. V trenutku, ko rečete, jaz se pa ne strinjam, v bistvu vi postavite, tako si predstavite, kaj zid. Zid predstavite med sabo in med tisto drugo osebo. In mu pokažete, da ti si na uni strani, jaz sem pa na tej strani. In jaz pač nisem tvoj prijatelj. In tudi jaz sem sigurno leta in leta tako reagirala, zdaj sem pa srečala neke bistveno bolj izkušene pa modre ljudi, take, ki tudi take šole končajo, kot so Harvard, pa Oxford, pa Cambridge. Pa vidiš, da imaš sestanke in že vsi drugi norimo in potem nekdo reče mirno, interesting, tell me more. In ga pogledaš in se rečeš, pa od kje? Kako je to možno? Ampak ja, to se vse da naučiti. To sprejemanje pravzaprav drugega, in na to bomo pa še prišli, je ena velika, čudovita veščina. Jaz osebno poznam kolega mojega, ki je pač študiral na eni izmed elitnih fakultet, njegov mentor,
je bil Tony Blair, to je bivši britanski premier. In je rekel, Irena, veš, ko si se s takimi ljudmi lahko pogovarjal, si videl, da največji uspeh ti v bistvu prinese to, da znaš zgledno komunicirati. Znaš na vsak, ko drugi gledajo drugače, da to ne jemlješ kot nekaj slabega. In jaz se spomnim, da so mene na fakulteti učili, to je sicer zdaj že kar nekaj let nazaj, da intelektualci so imeli prav definicijo. In sicer intelektualci so tisti, ki dopuščajo drugo mnenje. In to sem si vedno zapomnila. Intelektualci dopuščajo drugo mnenje. In če to združite še z spretnostjo komuniciranja, ki jo bomo pa zdaj še malo potrenirali, prijete pa do tega, kar v današnjem svetu imamo vsi zelo radi in temu rečemo intelektualni šarm. Ko ti inteligenco združiš in se znaš in še s komunikacijo noter pripelješ in je to en tak lep lahko pogovor, ki pa v praksi izgleda točno tako, kot sem vam zdaj povedala. Ima še milijon nijans, ampak namesto, da bi rekel, jaz se pa ne strinjam, rečemo zanimivo, da tako gledate na to. Jaz pa čisto drugače, pa bi rada razumela. Dajva se o tem malo pogovoriti. Je to komunikacija, ki mi rečemo zgledno komuniciranje. No in če gremo zdaj tukaj naprej, namenoma vam dajem take zgodbice malo noter, ker od teh največ pravzaprav vedno odnesemo. Pozitivne posledice konfliktov, kot vidite, kažejo na probleme, zahtevajo rešitev, seveda spodbujajo neke spremembe, imajo te različne interese, tudi spodbijajo monotonost, vodijo do nekih novih spoznanj, utrjujejo skupino, bogatijo odnose, mi pa predvsem v konfliktu tudi bolje spoznamo samega sebe. Veste, veličina človeka se vedno kaže v tem, da damo možnost tudi drugemu, da je boljši, včasih tudi od nas. Meni se zdela ena največjih, da smo imeli veliko časa, da smo imeli 2 tedna v Sloveniji, tako, ko smo bili čisto paralizirani, smo tudi veliko hišo pospravljali. In sem jaz najda spričevala iz moje osnovne in srednje šole. In sem jih namenoma pokazala vsem 3 otrokom. Jaz sem ta velika Jaka je že iz Berlina zdaj prišel nazaj, ker je imel 2. letnik ekonomije, je tam delal, Špela je v 3. letniku gimnazije in njima 2 sem namenoma pokazala, sem rekla, pojta sem pa si poglejta moje ocene. In mami ni imela vedno vse 5. So bile tudi 4, poglej, sem obem, sploh v sinu sem nekaj, poglej, ti si mene presegel v svojih ocenah, bil si odličnjak, jaz nisem bila čisto odličnjakinja. In se mi je tako se mi je zdelo fajn, veste, da ne rinemo vedno sebe naprej, ampak da tudi drugim pokažemo, v čem so dobri pravzaprav. In tole pa ne vem, zakaj se je zdaj tole pokazalo. O tem vam ves čas govorim. Ves čas vam govorim o tem, da pri našem uspehu ima emocionalna inteligenca, čeprav to zdaj še nisem uporabila, 80% uspeha. In tisto, kar se vidi navzven, je tisto, kar je zavedno, to je to, kar ljudje vidijo, ampak vse ostalo je pa nekje noter. In ta naš nekje noter je tisti odnos, ki smo ga mi pri mostu narisali. In bomo zdaj malo probali, kaj pravzaprav čustveno inteligentno vedenje pomeni in kako mi kažemo to čustveno inteligentno vedenje, ki ne potem pripelje v konflikt. Ker ljudem ste na očeh in vaše obnašanje lahko sproža obnašanje tudi v nekom drugem. Je pa res, da ga lahko izberemo in da nam lahko pri delu tako ovira, kot nam tudi pomaga. In tole imam eno tabelco, našega most, zdaj bomo šli pa most pogledati v praksi. Namenoma smo ga dali še enkrat noter, da boste videli, ker o tem mostu skozi govorim, vem, da ga poznate, pa zapomnite si, zdaj, kako bomo zdaj vlakec čez vozili. En primer vam bom pokazala. In sicer, to so pridobljene sposobnosti. Ni prav, če ljudje rečejo, ja, jaz ne znam v konfliktnih situacijah reagirati. Ok, nisi bil s tem opremljen, nismo se tako rodili, niso nas to, recimo, mogoče starši naučili, pa tudi v šoli pri nas, naši formalni sistemi to sigurno ne učijo. Lahko se pa priučiš. To je tako kot voziti kolo. Prvič, drugič, tretjič, petič pa že gre. In ne pozabiti, lepo prosim, Dale Carnegie je za mene en največjih učiteljev, Biblija dobrih odnosov na tem svetu je knjiga Kako si pridobiš prijatelje, oziroma How to win friends, če berete lažje v angleščini. In on trdi, da nikoli ne smemo pozabiti, da imamo opravka s čustvenimi in nelogičnimi ljudmi. Vedno.
logika ne deluje, ker mi, ko se z človekom pogovarjamo, vedno naletimo na njegova čustva. In ta tankočutnost je pravzaprav sestavljena le iz česa? Iz tega, da znamo dinamično poslušati, aktivno poslušati, da smo empatični. Empatija nič drugega ne pomeni, res nič drugega ne pomeni, kot to, da se znamo v čevlje tistega drugega postaviti. Zanimivo je bilo, ko sem enkrat poslušala poročilo, za mene je to daleč, že veš, je pa to sploh daleč, kako se je v bistvu končala jedrska ta hladna vojna v 60-ih, 70-ih letih prejšnjega stoletja. V bistvu samo zato, ker sta takratni predsednik Kennedy, ameriški predsednik, in takratni predsednik Sovjetske zveze, se pravi Nikita Hruščov, njuno dopisovanje je bilo polno empatije. In ključen trenutek se je zgodil takrat, ko je Hruščov njemu napisal: prosim, preden boste prišli na sestanek z nami, se postavite v našo situacijo, postavite se v naše čevlje, pa povejte, kako bi vi razmišljali. Empatija ni čist nič drugega. In danes sem malo žalostna, zato ker mi danes nismo več empatični. Zato ker smo postali neka družba egoistična, individualna, individualizem se izjemno ceni, saj tako je bilo do zdaj, upam, da bo se tole malo spremenilo. Ampak dejstvo je, da nismo empatični in dejstvo je, da ne poslušamo dovolj. To ne znamo. Da nismo tudi velikokrat pozitivno naravnani. Pozitivna naravnanost vedno izhaja iz tega, kako smo pravzaprav mi gor zrasli, čisto res. In kako smo mi postali takrat opremljeni s tem, da vidimo probleme skozi ali pa vidimo rešitve. Ali vidimo probleme ali vidimo rešitve. Konstruktivno kritiko tudi nekako ne znamo izrekati. To so neke priložnosti za izboljšanje in smo lahko zelo velikokrat preveč kritični. In zgledna komunikacija je tista, ki nam daje možnost. In jaz vam bom tukaj pokazala en praktičen primer. Nekih motečih vedenj, kar tako, na slučaj so našteta. Dejstvo je, recimo, da nam gre nekdo na živce kaj površen. Dejstvo, da nam grejo lahko na živce neki ljudje, ki so trmasti, klepetavi, obrekljivi, nesodelujoči, ne vem, se vse vtikajo, so verbalno agresivni, so vedno najpametnejši. In zdaj, preden bom jaz povedala te rešitve, vas vse skupaj in vsega posebej vabim, dajte si predstavljati, da na tega človeka, ki ga vam gre najbolj na živce, pa si zamišljate njegova vedenja, vaš primer, poglejte pozitivno. Kar ne pomeni, da zamenjate njegovo vedenje. Niti slučajno ne govorim o tem. Vedenje ostane enako, popolnoma enako. Ampak vi si dajte gor te roza špegle. Vi si dajte une špegle, kaj se pa lahko jaz naučim od tega človeka. Se v bistvu mi nič hudega noče. Pravzaprav ga je samo strah. In če jaz na njega pozitivno pogledam, ali pa če hočete, da rečem, boste zaljubljeni v njega, kako ga vidim pozitivno? A je res, da mogoče tisti, ki so površni pa nemarni, jih lahko vidimo, da so zelo hitri? A je res, da tisti, ki so trmasti, so vztrajni? Ja, absolutno. Nekoga ga ne marate in boste za njega rekli, koliko je škrt. Če bi bil to vaš najboljši prijatelj, bi rekli, je pa izjemno varčen. In to je stvar, ki bi jo res rada zdaj intenzivno podelila z vami, ker bomo zdaj tole mini jajco, ki bomo naredili, ki vam jo bom prav tako pokazala, je čudovita stvar lastnega preokvirjanja. Se pravi, če zdaj gledamo most in če rečemo, ok, za pol mosta sem jaz odgovorna, a lahko na človeka na drugi strani, s katerim mogoče ta trenutek lahko gremo v konflikt, pogledam pozitivno. Nekdo, ki je klepetal, je komunikativen, nekdo, ki je obrekljiv, pravzaprav dobro prenaša informacije, nekdo, ki je nesodelujoč, je lahko individualist, nekdo, ki se vse vtika, lahko kaže velik interes ali pa veliko vedoželjnost, nekdo, ki je verbalno agresiven, lahko se odkrito in slikovito ter odločno izraža. In veste, v konflikt bom šla, ko bom naredila kaj, ko bom nekomu rekla, mislim, veš kaj, ti si pa toliko verbalno agresiven, da se s tabo ne da sedeti v istem prostoru. Lahko pa rečem drugače, me pa dobro poslušajte. Zdaj pa uporabim pozitivno gledanje in rečem, opažam, da se odkrito, slikovito, pa tudi zelo odločno izražaš, kadar smo skupaj. A ti to vedno prinaša koristi? A potem drugi raje sodelujejo s teboj? In zdaj sem vam povedala eno veliko formulo. To, da potem postavite vprašanje in nikoli ne sodite, nikoli ne smemo soditi. To so nas učili
že od zmeri, pa po mojem nismo vedno razumeli. Ne sodimo. Lahko samo opazimo neko vedenje, na katerega opozorimo lahko, ampak skozi pozitivo, nikoli skozi negativo. Nekdo, ki je vedno najpametnejši, nezmotljiv, je vse ved. Ja, Nekdo, ki je redko beseden, je premišljen. Vidite to, nekdo, ki je priliznjen, je diplomatski v resnici. Nekdo, ki je nergač, kritik, negativc, vidi, prepoznava priložnost, je previden, je skrben. Meni je tole točno to. To ni zdaj iz neke knjige, to je življenje napisano, kar imate v tej tabelci. Meni je tole rešil sigurno mojih zadnjih 20 let dela. Zelo velikokrat, res zelo velikokrat, pa če sem predavateljica, zadnjih 10 let samo to še počnem, v mnogih, več ali manj v gospodarstvu, v podjetjih, in velikokrat uvajajo kakšne spremembe in potem rečejo, to, Irena, zdaj bomo imeli pa delavnice, treninge in vi jim vse te stvari malo razložite, usmislite, izmotivirajte, da bojo te stvari radi počeli. In normalno, veste, ko vi ljudem rečete, zdaj bo treba delati nekaj drugače, oni bi mene najraje linčali. Ko sem jaz znala in se naučila, spet, to je vse naučeno, meni ni bilo veliko dano v zivko pravzaprav. Ko sem jaz te ljudi, ki so nergači, kritiki, negativci, znala videti na drugačen način, da so to tisti ljudje, ki so pravzaprav skrbni, ki so previdni, ki mogoče vidijo nekaj, kar jaz res ne vidim. Ko prepoznavajo še priložnosti na drugi strani, takrat ni potrebe po nobenem konfliktu, ampak mi smo tisti, če zdaj rečem, mojih 50% je bilo drugačnih. Jaz nisem rekla, ti pa vedno vse skritiziraš, ali pa vedno vse skritizirate, ne želite pri ničemer sodelovati, ali pa če bo 1 na 1. Ampak sem znala reči drugače, meni kot človek reče, zdaj bom pa povedala, meni kot človek reče, jaz se pa ne strinjam, se pravi, jaz to vem, to vodi v direkten konflikt. Zdaj se lahko skregava, če si hočete predstavljati, tako, kot da bi me hotel na zobe udariti. Ampak jaz v tistem trenutku odreagiram drugače, rečem, zanimivo, povejte, zanima me, kako vi vidite, različnost nas bogati. To je prva, to je recimo en izmed takih prvih stavkov, ki mi vedno pride na misel, različnost nas bogati, to je moja mantra, to jaz povsod razlagam, še celo otroke sem to doma naučila in potem mi je, seveda, moj jaka je bil tudi 2 leti nek prvak v debati, ta velik sin, in mi je včasih znal tudi nazaj kaj povedati in je rekel, mami, se vedno govoriš, da nas različnost bogati, torej lahko izrazim tudi svoje mnenje. Pa sem takrat malo globi zadihala, ampak v redu. In če znamo tako pogledati in ko vam človek reče, jaz se pa ne strinjam in da rečete, super, vidim, da ste bili še bolj pozorni na neke detajle, na nekaj, kar je pa meni šlo. Dajte povedati, kaj. Greva še enkrat skupaj. Tisti, ki so najbolj tečni, z njimi je pa res ena najboljša formula, da jim rečete, jaz nikoli nisem na to pogledala čez te oči. Peva še enkrat čez, vidim, da sem jaz očitno, mogoče sem kakšne stvari spustila, ste pa zelo skrben. Greva še enkrat čez, mogoče res lahko pride do teh zadev pri tem projektu. Samo dajte jim legitimno pravico, da jih skrbi, dajte jim legitimno pravico, da so previdni, da prepoznavajo neke priložnosti. Temu sem se malo bolj posvetila, ker nergači, kritiki pa negativci so v naši družbi prisotni in se jih je fajn, veste, če ste pozitivci, vas bo znali kar dol potegniti. In zato je fino biti močen in takrat samo legitimno prepoznati to, kar pač o čemer oni govorijo. Nekdo, ki je počasen, je pač analitičen, je mogoče temeljit. Za mojega 3. sinčka, ta malega v 6. razredu, že ne vem, koliko let vse učiteljice govorijo, je pa počasen. In jaz vedno govorim, ali pa temeljit. Seveda sem mama, zato stojim na tem stališču. Nekdo, ki je pikolovski, je pač samo natančen, nekdo, ki je pozabljiv, res na veliko stvari misel, no te verjel. To so raziskave, to so dokazale. Mi imamo od 5 do 9 stvari nam pravzaprav gre v kratkoročni spomin, torej v povprečju 7. In v kratkoročen spomin, ko pride ena nova, druga samo odleti ven, ta zadnja. Mislim, tista, ki je nam pomembna. Tako da nekdo, ki je vzkipljiv, ta je tudi dobra, ta je meni v praksi mi zelo velikokrat pride prav. Ko so ljudje vzkipljivi, da jim rečejo, ne namesto, da bi jim rečete to, jim rečete, izjemno zavzetost kažeš pri tem projektu, pri tem delu, pri tej nalogi. A se ti zdi to kako se pa drugi odzivajo na tako tvoje vedenje? To so taki zelo, zelo uporabni stavki. Nekdo, ki je nestrpen ali pa netoleranten, vidim, da ne odstopaš od svojega zastavljenega cilja.
Nekdo, ki je pasiven, je mogoče samo premišljen, nekdo, ki je neodziven, samo sprejema informacije, nekdo, ki je domačen, je samo hitro navezuje stike, nekdo, ki je nenačelen, je spet lahko prilagodljiv ali pa diplomatski. S tema dvema drsnicama, lepo po slovensko, oziroma slajdi, s tema dvema slajdoma, sem vam želela pokazati čist praktičen primer, res čist praktičen primer, kako mi znotraj sebe, ko se z nekom pogovarjamo, preden vstopimo v konflikt, lahko na te ljudi pogledamo drugače. Ker vsak konflikt bo v nas sprožil neko napetost, neko bolečino. In zdaj imamo pa različne možne odzive. Eni ga bojo odrinjali in se delali, kot da nič ni. Eni se bojo izogibali tistemu področju, kjer je konflikt recimo prisoten. Eni izvajajo pritisk na druge, izsiljujejo, obtožujejo, zato da bi razrešili. Eni se uklonijo oziroma naredijo tako, da konflikta sploh ne bi bilo, eni pa iščejo kompromis. Ampak reševanje konflikta, ne boste verjeli, ni vedno iskanje kompromisa. Res ne. Obstaja neka druga možnost. Ko konflikt začnemo tako reševati, da pripelje do najbolj kakovostne rešitve. Zdaj, če si grafično pogledamo, ko mi vstopimo v konfliktno območje, o tem sem vam zdaj kar nekaj praktičnih primerov povedala, najboljša faza za odstranitev konflikta je takrat na začetku. Na začetku, ko imamo recimo še cilje, ko ljudje že zavzamejo stališče, če vidite tretjo škatlico, je že hudo. Ko se ljudje postavijo na neke okope, je že hudo, takrat rabite že več spretnosti komunikacije, da preidete pravzaprav naprej. Potem pride lahko do igre obtoževanja, izguba ponosa, sramota in pride do izbruha, ko konflikt pravzaprav eskalira. In zdaj bomo pogledali eno tako luštkano stvar, res praktično, kako se mi kot posamezniki na določeno konfliktno situacijo odzivamo. To je odvisno, točno telih 5 žival bomo uporabili, to je odvisno od tega, kakšno predstavo imamo mi o svetu, kakšni so naši interesi in kakšen pomen dajemo temu, da zadovoljimo želje koga drugega, pa kakšen odnos. In zdaj takole. Dobro si poglejte tole. Tale slikca nam kaže. Razložimo jo na sledeč način. Poglejmo od spodaj, horizontalno, vidimo, koliko nam je pomemben cilj pa rezultat. Pa si vi sami v glavu zamislite, to, da jaz dosegam cilj pa rezultat, je v mojem življenju pomembno. Nič, 1, 2, 3, 4, 5. 5 je največ in nič je najmanj. Če bi rekli, 3, 4, 2, se vse. Eno od teh številk se odločite. Potem si pa še pogledajte, koliko je pa za vas odnos pomemben. Spet med nič in 5, to je pa na vertikali zgoraj, med nič in 5, koliko je meni to pomemben. Spet 1, 2, 3, 4, 5. In zdaj obstaja 5 različnih odzivov na konflikt. Začnimo pri 1-1, tam dol od spodaj. To je takrat, ko jaz izgubim, ampak tisti drugi tudi izgubi. To pomeni, umaknem se. Zdaj pa poglejmo. Takrat oseba ne vidi pomena v konfliktu ali pa v tem, da zadovoljuje neke potrebe drugih. Se umakne, se izogne. Lahko konflikt doživlja kot nevarnost. Lahko sploh ne verjame, da ga je možno rešiti. Ostane čisto nevtralna, se ne vpleta. Lahko je samo strah pred nekim neprijetnim občutkom v samem procesu, ko bi mogli pravzaprav to reševati. Če je soler oziroma najraje deluje sama, takrat itak ne bo vstopala v konflikt, ker se ne bo sploh povezvala z nikomer. Takrat, ko vidi svet kot nevaren in je zelo previdna, ali pa velikokrat takrat, ko v sebi skrivajo neka potlačena čustva in če bi pa vstopali v konflikt, pa obstaja možnost, da bi se to razkrilo. Kdaj je ta taktika, se pravi taktika umika, smiselna? Smiselna je takrat, ko zadeva res ni pomembna, ali pa je preveč občutljiva. Smiselna je takrat, ko je čustveno preveč nabita situacija, smiselna je takrat, ko potrebujemo nek čas za razmislek, ali pa dodatne informacije. Veste, včasih rečejo, je treba do 10 šteti, je treba 3-krat vdihniti, je treba še kaj narediti. To je samo eden izmed odzivov na konflikt. Tudi jaz vam bom rekla, da kljub temu, da se nikoli nisem imela za takega človeka, sem ugotovila, da predvsem takrat, ko so konflikti v
krogu družine, v smislu otrok. Jaz vem, da ste vi več ali manj mlajši, ampak to je ena taka izjemno dobra tehnika, a ne? Ko sem včasih rekla, mami je tako jezna, toliko sem jezna zdajle, da ne vem, kaj bom naredila. In grem na sprehod, prijem nazaj, potem se bomo pa pomenili. In v tistem trenutku nisem eksplodirala, pa bi lahko. A ne? Tako da, ni to vedno slabo, hočem vam povedati, to je samo pač ena izmed taktik. A ne? Potem gremo naprej. Naslednji odziv so medvedki. Medvedki so takrat, ko se podredimo. Pejmo gor na graf in poglejmo, kje je za prilagajanje. To je takrat, a vidite, ko nam je odnos zelo, zelo pomemben, to je tam, ko je svetlo kožna barva, recimo, takrat se jaz prilagajam. A ne? In jaz bom izgubila zato, da ti dobiš. Ker, če pogledamo, odnos mi je pomembnejši od tega, da dosežem rezultat. A ne? Rezultat pa cilj imate spodaj na tej horizontalni osi. Se pravi, kdaj je ta podreditev? Kako to izgleda? Uporabljajo osebe, ki načrtno zanemarjajo pomen zadovoljevanja lastnih potreb in ciljev, zato da bojo druge zadovoljili. Takrat, ko nam lastni interesi niso pomembni, takrat, ko ne želimo tvegati dobrih odnosov, lahko se podredimo iz strahu pred nekim možnim pritiskom, ki lahko sledi. To uporabljajo tiste osebe, ki znajo poskrbeti za dobro vzdušje in zato, da bojo se drugi počutili spet sprejete in varne. No, pa saj se ne bomo kregali, ne, to je taka komunikacija. In takrat, ko problem sploh ostane nedotaknen. To je pozicija, ko jaz izgubim, ti pa zmagaš. To so ljudje, ki se rajši izogibajo prepirom, imajo včasih tudi občutek nemoči ali pa so mogoče malo zagrenjeni. Ampak dobro, to je psihološki pristop. Zdaj, kdaj je to smiselno? Dajmo mi pogledati, kdaj je to uporabno. To je smiselno takrat, ko spoznamo, da smo se mi zmotili. In imajo drugi neko boljšo zamisel ali pa boljšo rešitev. Ne? Vidim, da razmišljaš drugače, pa bolj, ko te poslušam, bolj se mi zdi, da mogoče bo pa to bolj delovalo. Dajmo po tvoje poskusiti. Takrat lahko rečem, jaz izgubim, ti jaz izgubim, ti zmagaš. Če bi šlo zdaj čist tehnično sam za konflikt. Takrat, ko želimo pri nasprotni strani na nek eleganten način dobiti nek bonus, ki ga boste enkrat v prihodnosti mogoče izkoristili, kakšni šefi ali pa kaj takega. Takrat, ko se izognemo večjim pa pomembnejšim zapletom, pa rajš to umaknemo, kadar ima zadeva za druge večji pomen kot za nas same. Zadnjič mi je ena kolegica razlagala, kako se z možem doma kregata, ker je njemu najbolj pomembno, da so smeti odnešene. Se nekaj pa dobro, ampak veš, ene smeti, a se zaradi tih smeti, kako so pa tebi te smeti pomembne? Ker ko meni čisto nič, mene boš briga, so te smeti ali pa niso, a so odnešene ali niso. No, saj kaj le, ampak če pogledaš čez njegove oči, njemu je pa res pomemben, da pač očitno vsak dan odnese te smeti. Celo za njega, če zdaj tukaj gledate, za njega ima zadeva večji pomen kot za njo. Torej, nared to, če ti to ni tako težko, pol bo lažje. On bo pa kdaj naredil, ne vem, tisto, kar je te pomembnejše, ne vem, te pelil pa romantičen film gledati, čeprav je njemu brez veze, se veste, punce rabimo včasih kaj drugega kot fantje. No, in pa takrat smiselno je tudi, ko izkažemo neko voljo za sodelovanje. Tako da, to je podreditev. Zdaj gremo pa čisto na drugo stran, izvajanje pritiska. Opa, joj, kaj sem zdaj naredila? Dobro, grem sam sekundo, bomo takoj videli tole. Zdaj sem hotela iti samo na hop, ja, a smo čez celo? Smo. Jaz sem, upam, da je vse v redu. Se pravi, takrat, ko je pa tekmovanje, se pravi, ko je pa meni, če pogledamo spodnjo petico, ko je pa nam več kot 3,5, se pravi, pomembno tekmovanje. Jaz moram dobiti, ti pa moraš izgubiti, ali pa ti pa izgubiš, ne da moraš, samo ti pa izgubiš v tej situaciji. In kdaj je to? To je pa takrat, ko igramo to igrico, odnos nam ni pomemben, oziroma nam je manj pomemben, takrat mi igramo, izvajamo pritisk. Kdo to uporablja? Oseba, ki so ji lastni interesi najpomembnejši. Takrat, ko so udeleženci v konfliktu obravnava kot vir težav in ga hoče prisiliti, da bo pristal na neko ponujeno rešitev. Takrat, ko gre za zadovoljitev samo ene strani, druga ni pomembna. Tudi uporabljajo osebe, ki so nagnjene k tekmovanju in vsiljevanju svojih idej za misli. Takrat, ko to so posamezniki, ki pa znajo uveljavljati lastne interese, kaj je seveda slabost, drugi ljudje se slabo počutijo, ker ta oseba nima občutka za sočloveka. In zato je običajno, to se tako veliko krat pokaže, ljudje, ki so
uspešni pri doseganju samo ciljev, če nimajo občutka za ljudi, so neuspešni v osebnih odnosih. In to je zdaj, jaz zmagam, ti izgubiš. Ne? Če bi psihološko kam po njih noter brskali, bi videli velikokrat psihologi pravijo, so to ljudje, ki dvomijo v lastno vrednost, ki imajo strah pred negotovostjo in so zato še toliko bolj agresivni. Kdaj je pa to smiselno? Kdaj je na tak način smiselno, da se mi odzovemo? Takrat, ko je potrebno ukrepati hitro in odločno. V gospodarstvu je to krizni menedžment. Ali pa krizno vodenje v kakršnikoli obliki. Tudi zdaj v tej situaciji tega smotanega virusa, ki ga imamo vsi, je ta smiselnost odzivati zelo velikokrat, ker je potrebno samo odločno in hitro ukrepati. Ko gre za neke dolgoročno koristne učinke, če gre za neko izvajanje tudi nekih neprijetnih nalog, včasih je treba kdaj kakšno pravilo povedati tako ali pa drugače, ali pa ko se želimo zavarovati pred nekimi ljudmi, ki želijo izkoriščati našo dobrohotnost. To je pa za tisti, ki ste bolj mehki, ki ste bolj prijazni, ki ste bolj tisti medvedka sorta. Aha, takrat, ko se boste pa želeli zaščititi, je pa zelo prav, da kar postavite meje in odreagirate na ta način. Se pravi, to izvajanje pritiska. Pol je, imamo še dva, lisička. Lisička bo iskala kompromis. Zdaj, kdaj je kompromis dober? Ok, takrat, ko pač delno vztrajam pri lastnih potrebah, ker bistvo kompromisa je, da boste nekaj zgubili. Če vidite čisto od spodaj v tej tabelci, nasprot lisičke, na levi strani piše izgubim, izgubiš. Kompromis je vedno, da nekaj izgubim. Vedno. Tako da, jaz vam samo tako rekla, v privatnih odnosih nikoli kompromisa. Res ne. Vsi psihoterapeuti za družinske odnose, za partnerske vam bojo povedali, ne iti na kompromis. Ker kompromis pomeni, že, ne vem, punca hoče na morje, vi hočete pa v hribe. Na koncu boste šla pa v toplice. Halo? Oba bosta nezadovoljna. Kompromisi ne funkcionirajo v tem delu. Enkrat pejte na morje z njo, enkrat pejte ti vi z njim v hribe in takrat s tem si tudi pokažemo. Jaz pa zate naredim to, ker te cenim, ker te imam rada, kakorkoli. Tako da v privatnih odnosih, prosim, kompromisa ne uporabljajte. V poslovnih oziroma teh je pa smiselno tudi daj. Se pravi, oseba pristane na kompromis, ko se ji zdi, da bo na ta način iztržila vsaj nekaj, ker če ne bi vse zgubila. To so pogajanja, to gre za takrat, ko moramo procente dol spraviti, ko ima njegova cena je toliko, mi bi pa toliko ali pa ne vem, kakšne odstotke se bomo šli. Ko se zavedamo pomembnosti tudi medosebnih odnosov v profesionalnem svetu, to je iskanje neke srednje poti, te ljudje so praktični, morate biti dobri pogajalci za kompromis, vedno, in dobro zviti v smislu lisičke. Zdaj, kdaj je to smiselno? Smiselno je takrat, ko so cilji zmerno pomembni in ni neke potrebe po dodatnem nekem zapletanju. Kompromis bo velikokrat takrat, ko sta dva enako močna nasprotnika in se oba odločno zavzemata za svoj cilj. Ko gre za neke začasne dogovore, ki ne bojo veljali recimo celo življenje, pa tudi takrat, kot zaradi pomanjkanja časa hitreje kaj premaknemo. Kompromis ne bi bil načeloma zasilni izhod. Prava pot za razrešitev konflikta je pa sovica. Sovica je gor v kvadrantu, zmagam, zmagaš, to je, gremo jo sam nazaj pogledati, da bomo videli, se bom šla takoj naprej. To je pa sodelovanje. Sodelovanje je pa jaz dobim in tudi ti dobiš. Zdaj smo bili tukaj pri kompromisu na sredini, ampak tole jaz dobim, pa ti dobiš, je pa najboljši način pravzaprav za razreševanje konflikta, ker takrat so nam pomembni tako odnosi, kot tudi cilji. In takrat je meni pomemben njegov interes in moj interes. In odnosi so nam pomembni, to smo povedali, iščemo rešitev, ki je najboljša za obe strani, ker vsak ohrani dobre odnose. Takrat analiziramo in skušamo najti najboljšo rešitev. Takrat seveda pa bo za to več časa in več energije. Več časa in več energije. To običajno uporabljajo samozavestne osebe, ki ne vidijo brezizhodne situacije. To so tisti ljudje, ki bomo našli rešitev. Dajmo pa mogoče prespati, pa bomo videli, mogoče se bojo pa jutri stvari drugače pokazale. In zmagam, zmagaš je pravzaprav formula. Kdaj je to smiselno? Ja, vedno, takrat, ko sta obe strani pomembni, ker kompromis ne bi zadovoljivo rešil situacije, in takrat, ko se mi zavestno odločimo, da želim razumeti drugo osebo. Res, ta delovanje z tele sovice
deluje takrat, ko se res kot drugega poslušate in si sami sebe res sprašujete, zakaj mi to govori, zakaj mu je to pomembno, zakaj mi je to že 3-krat povedal. Pa ga mogoče to lahko vprašate. 3-krat sem že slišala to stvar, zakaj ti je to pomembno, zakaj misliš, da to mora biti tako pa tako pa tako. In takrat, ko tudi želimo pridobiti neke večje zaupanje z druge strani in izboljšati tako delovne odnose, kot klimo, kjerkoli pravzaprav delujemo. Se pravi, mnenje A, mnenje B, vsaka na svoji strani. Skupni cilj, tiste sonček vmes, je en izmed ključnih stavkov, kje se lahko srečava. Sva čisto na vsak na svoji strani. Najdiva točke, na katerih se strinjava, bova poskušala na tistih graditi. To je proaktivno delovanje. In če smo pošteni, če znamo ločiti pomembno od nepomembnega, če se mi odločimo, kaj lahko naredimo, po nekaj pa vam še povem, takrat, ko boste pa res se odločili in od neke stvari ne boste odstopali, takrat uporabljate to Sokratovo metodo, tehniko zaporednega ponavljanja, kar pomeni, da večkrat ponovite in spet, in spet, in spet. In tako kot sem rekla, zame je zelo pomembno, da se upošteva tudi da. In ne glede na to, da se boste naprej pogovarjali, pa vas bojo preslišali, pa spet, ko prijete na vrsto. Tehnika zaporednega ponavljanja zelo, zelo dobro deluje. Vizualizacija neljubih dogodkov je pa tudi ena izmed tehnik, takrat, ko bi človeka na drugi strani najrajš, ampak res, najrajš utopili v žlici vode. Ker ne zmorete več. Takrat si predstavljate nekaj najhujšega. Predstavljate si, da mislim, zdaj, ne vem, da mu je umrla mačka danes, da je slabe volje zato, ker ga je žena zapustila, da se je skregel s punco, da je, ne vem. Vi si vizualizirate nekaj, ker boste vi postali bolj sočutni in bolj tolerantni. In takrat boste vklopili ta čustven del sebe in to je res, to je prav tehnika vizualizacije neljubih dogodkov. Zdaj, o vsem temle sem že govorila, v praksi sem vam povedala, kako najprej poslušamo, potrjujemo, potem sprejemamo in izbiramo neko strategijo in strateško obvladujemo. In zdaj vam bi rada sam še pokazala, gledam tudi na uro in vem, koliko je, da bomo imeli še malo za vprašanja, ker malo kasneje smo začeli, zato jaz še kar govorim. Vam bi sam pokazala eno tako čist tipičen primer, ko se dva recimo spričkata, kako ne spremeniti vda v službenih stvareh, se pravi, najprej aktivno poslušamo. In ko mi pokažemo razumevanje, zato da razumemo, ne vem, da so neki zagreti, da neki želijo narediti, takrat je zelo fino, da vi izrečete, vidim, da se bojiš, da ne bomo upoštevali tega pa tega pa tega. Se pravi, prepoznavamo njihova čustva. Potem prepoznam tisto, kar je za njega pomembno. To, kar mi je človek rekel, očitno je za tebe pomembno, da bomo šli po teh 3 korakih. Se pravi, vi izrečete to, kar je on rekel. Takrat, ko to izrečete, on sliši, da ste ga vi slišali. To je aktivno poslušanje. In velikokrat je izjemno dobro, če človeka vprašate, kaj je s svojega vidika najpomembnejše pri tej stvari. Kaj najbolj važno? In takrat poslušajte. Ker ljudje, ki ne znajo poslušati, tudi ne morejo doseči, da jih bodo drugi poslušali. Sogovornik mora začutiti. Tukaj vam želim to zdaj poudariti, ker je ključno. Čustva. Ampak ne govorim o tem, da se jokamo, govorim o tem, da prepoznavam njegova čustva in jih jaz izrazim. Ti se bojiš, da. Očitno je tebi najpomembnejše. Kaj je tebi? To govorimo. In ljudje vedno raje prisluhnejo, če bojo čutili, da smo jih mi poslušali. In ne, jaz se ne strinjam, odsvetujemo, to sem že povedala že prej. Drugi korak pred zadnji, samo 3 koraki so kle. Da si pridobimo zaslužno pozornost, tako da razložimo svoje občutke. Glejte, pri prejšnjem koraku poslušam njihova čustva in jih jaz verbaliziram. Se pravi, vidim, da te je strah, da ne bomo to, ali pa tebi je najpomembnejše to. Se pravi, jaz govorim o njem, potem pa mi govorimo o sebi, ampak govorimo spet o čustvih. Kar mene skrbi je, ne jaz hočem to, jaz zahtevam to. Ne. Kar a veste, o svojih občutkih vedno lahko govorite. To vam noben ne more oporekati, to se noben ne more kregati. Ker če vi nekaj čutite ali pa če vas nekaj skrbi, je to vaše legitimno čustvo, ki ga lahko izraste. Ponovimo to, kar oni rečejo vedno in to parafraziramo. To pomeni, parafraziranje pomeni direktna ponovitev, s tem pokažemo, da smo jih poslušali, smo pa še vedno odločni. In potem naredimo samo še zadnji korak, skupna točka, gradimo na njihovih idejah, to je vedno najboljš. Vedno je najboljš človeka vprašati, preden date vi predlog, boste
boljš rešili konflikt, da boste rekli, kaj predlagaš. Tudi če imate vi že rešitev na dlani, se vseeno. Ampak kaj ti predlagaš? Kako bi bilo po tvoje najboljš? Poslušate in potem, a veste, če bo to itak podobno vašem, samo lahko rečete, super, se strinjam, ampak ideja je njegova. In je veliko boljš. Ponudimo svoje ideje, jih pa ne vsiljujemo, a ne? In pol na koncu nekaj ne storimo, ali pa kaj pravzaprav predlagaš. In besede so v resnici najmočnejše zdravilo, ki ga uporablja človeštvo. Ko bomo mi znali se tako med sabo pogovarjati, bo to bistveno lažje in se ne bo treba nič kregati. Zdaj pa, če pogledam na uro, moramo dati še malo časa za kakšna vprašanja. Zdaj pa vi meni sam povejte, tehniki, kaj moram jaz narediti, da mi pridemo nazaj na, da sem jaz z vami. Grem sem. Halo? A mene kje imate? Desno spodaj ali pa ustavi predstavitev, pritisnite. Desno spodaj, evo sem. Ustavi predstavitev, sem že. Tako. Ja, no, zdaj pa je čas za vprašanja. A ne? Odlično, dajmo. Torej, damo tu mogoče nekaj časa, pustimo, da poslušalci pač, če imajo vprašanja, jih zapišejo. Zdaj pa potem predam besedo Neži, Ja, ki bo pač tukaj spregovorila. Ja, jaz imam prvo vprašanje. Obstaja kakšen Povejte. trik, kako se konflikte časovno omeji? Mi, hvala Bogu, nimamo hujših konfliktov med našimi sebi, imamo pa zelo velike debate včasih, ki nam jemljajo konstruktiven čas, ko bi lahko ta čas čemu drugemu posvetili. Obstaja kakšen trik, kako se lahko mogoče debate skrajša in pride hitreje do zaključka? Ja, obstaja. To je vedno tako, to je v bistvu učinkovito delovanje na sestankih, ali pa to je primer, recimo, kako v bistvu zdravnike, ki imajo časovno omejeno, oni imajo čas omejen za komunikacijo s pacientom, ne? In njih trik, ki se uporablja, dobesedno res je trik, je to, da človek vam govori, potem pa, ko pridete vi na vrsto, samo ponovite ključne besede. Ker veste, ena stvar je, a veste, zakaj ljudje ponavljajo ene in iste stvari in se v te debate zapletajo. To vedno delajo takrat, ko mi nismo dokazali, zdaj bom poskušala še bolj plastično, ali pa samo poudarila bom, ko jaz ne dokažem, da sem sogovornika slišala, njemu, ko mu to ne dokažem, bo on še kar ponavljal. Če pa jaz sam povzamem ključne besede, ok, če te prav slišim, tebi je pomembno to, ok, bomo upoštevali, gremo naprej. Se pravi, to odločnost, vi nek tak wrap up, vi zavijete to, kar je on povedal, v 3 ključne besede in gremo naprej. To vam bo izjemno pomagati pri učinkovitosti sestankov. Ali pa pri čemorkoli. Tako to se da, absolutno, res je, to se da. Dobro. Ok, Neža, imaš še kakšno vprašanje? Ne. Potem je Jan na vrsti. Ok. Ja, v enem izmed vaših prejšnjih predavanj oziroma radijskih oddaj sem slišal, da ste govorili o moči argumenta in o argumentu moči. Danes pa ste pravzaprav rekli, da se mi pogovarjamo s čustvi naših sogovornikov. Se pravi, moramo samo boljše skomunicirati naša čustva in tu argument, logika nima nič pri tem, malo vas tudi provociram. Hvala za odgovor. Odlično. Zdaj bom rekla tako. Od tiste oddaje je zdaj preteklo že nekaj let in jaz sem postala modrejša in bolj izkušena. Zdaj pravijo, da po 50 dobiš v času modrost. Ja, moja praksa, predvsem NASA komunikacija, nekaj, s čimer se jaz zdaj zelo intenzivno ukvarjam, se pravi komunikacija Vesoljske agencije NASA, izključno temelji samo na tem prepoznavanju čustev. Prepoznavanju čustev. In ko mi prepoznamo čustva, v njih spregovorimo, tako kot se pač spregovori v nekem takem, kjer deluješ, v okolju, kjer deluješ, je to najboljše orodje, to je orodje, to ni orožje, ker se potem drugi ljudje v naši družbi dobro počutijo. Če vi nekomu rečete, vidim, da te je strah, vidim, da si tukaj zelo previdna, vidim, da imaš neke zadržke tukaj, se pravi, mi govorimo mogoče ne samo o čustvih, ampak počutju tistega drugega.
In tukaj moč argumentov, pa argument moči, ta zgodba se mi zdi, da bo počas, mogoče neke druge stvari dobivajo več na pomenu. Ok, zdaj pa en poslušalec se je oglasil in sprašuje, če imate kakšen nasvet za biti aktivni poslušalec v konfliktu z ljudmi, ki malo ali nič ne govorijo. Ja. To je ena težjih komunikacij. Ena težjih komunikacij je, ko na drugi strani imamo neaktivnega sogovornika. Spodbujanje, spraševanje, ker če mi želimo, da on nekaj od sebe da, potem bomo na vsakem primeru, ampak na tak način, ker ti ljudje, ki so malo bolj zadržani, so včasih malo bolj boječi, so včasih malo bolj previdni, in če ga tako na lepo povabimo v odnos, oziroma na lepo, z enimi takimi stavki, ki še bolj, to se pa zdaj točno povezuje s prejšnjim odgovorom, ki še bolj gre na čutenje, pa na to, za ljudi moramo mi pravzaprav ustvariti varno okolje, za njih je to najbolj važno. Za te ljudi, ki so zadržani, ki niso tako pogumni, ki se ne izpostavljajo, ko vse to ne počnejo proaktivno, je potrebno vzpostaviti varno okolje. Ampak varno okolje pomeni, da oni čutijo, da so razumljeni, da oni čutijo, da so slišani. Recimo en tak človek, kot sem jaz, če ste me poslušali, jaz sem dinamičen, proaktiven človek, jaz, ko se s takimi ljudmi pogovarjam, jaz zelo upočasnim tempo. Jaz znižam svoj glas. Jaz vse naredim tako, da se njim prilagodim, ker če ne se oni počutijo kot napadeni. In včasih je tudi preden začneva neko komunikacijo, mogoče kako se pa počutiš, ti je to danes v redu, da se bova tole pogovarjala, mogoče kdaj izbral kakšen drug čas, tako vi se jim približate na bolj. In iz njih počasi na en tak, dobesedno ne bom rekel nežen, ampak sočuten način počasi iz njih vlečete ven. Ker to je problem, ker te ljudje, če ste vi močni, če ste agresivni, če ste dinamični, se bojo sam zaprli. Če povem primer, recimo delovanja tako čisto v poslovnem svetu, jaz z njimi sem se naučila delovati veliko na boljši način, da rečem, lej, da vzem si čas, tole razmisel, pridi čez 2 urci s kakšnimi rešitvami. Ampak to ni moj način delovanja, ker jaz bi tako rekla, deva se klej vse, z glave skrb stisnila, 15 minut pa bo imela rešitev. Ampak to je moja pot. Njihova pot je pa, oni rabijo več prostora, rabijo več časa, pa ponavadi so zelo dobri v nekih razmislekih in, veste, najglasnejši nimajo vedno najboljših idej. To si jaz pri teh ljudih vedno mislim. Najglasnejši nimajo najboljših idej. Počakaj tudi na one, ki pač včasih rabijo malo razmislek, ne sodelujo zelo mogoče tvorno v nekih sestankih, ampak pa pol kakšno misel zapišejo ali pa na mail pošljajo, kaj že vsega konc, sem pa tole mislil. Vzemite take tudi malo v ozir. No, super. Zdaj se bo ponovno oglasila naša predsednica Neža, ki ima še drugo vprašanje. Super. Ja. Jaz sem najbolj radovedna. V bistvu delno že odgovorila na moje vprašanje, ki je bilo to, kako se lahko spajajo mnenja oziroma kako se lahko rešuje konflikte med različnimi karakterji. Pri nas imamo nekatere ljudi, ki smo bolj živahni in glasni in take, ki so bolj zadržani in seveda na sestankih ne zavzemajo svojega stališča na dovolj agresiven način. Kakšen je najboljši trik, da se te ljudi vključi in da se ne počutijo izključene, tudi mogoče v vlogi prav vodje te skupine? Ja, je ena ali vstajate kakšen drug, da bi tudi kako se jih najlažje spodbuditi? Tiste, ki so zadržani, se najbolje spodbudi tako, da jim date prostor in čas. In jih ne rinete v vlogo liderja, ker oni, veste, imamo ljudi, ki so rojeni lideri in to tudi bodo. Imamo pa ljudi, ki niso rojeni lideri in v to vlogo jih prisilite je za njih tak stres, da si mi včasih sploh ne znamo predstavljati.
niso samo tisti zadržani. Veste, vi imamo načeloma, ker obstajajo različni ljudje, nekateri bojo stimulirani s tem, da jim boste problem vrgli na mizo, pa bojo oddelali. Temu mi rečemo thinkeri, to so oni, ki radi razmišljajo, rešujejo probleme. Imate tiste, ki so jim vrednote zelo, zelo pomembne. Njih boste spodbudili, pa zaktivirali, tako da boste rekli, za veliko stvar gre, tukaj gremo za skupne cilje, tukaj delamo, oni bojo recimo na to skočili. Potem imate take, ki imajo recimo veliko igrivost, njih vključite na tak način, da njim rečete, ok, tole bo pa zabavno, če bomo ta projekt skupaj naredili. Vsak ima pravzaprav lahko nek drugačen motivator. Ampak od teh, ki me najbolj sprašujete, se pravi, od teh zadržanih in od teh njihova najvišja, bom temu tako rekla, temu tudi stroka tako reče, psihološka potreba, ki jo morajo oni zadovoljiti, je njihova samota, njihov mir in to, da oni lahko sami kvalitetno razmislijo. In takrat vam bodo dali rezultate veliko boljše, kot na nekih sestankih. Resno vam govorim. To so ljudje, ki so udeleženi na sestanku, tam sedijo, ampak nikoli ne bojo proaktivni, nikoli ne bojo tako kot drugi, ta dinamični. Oni si bojo pa vdahnili, če boste res njim rekli, daj ti pa še malo razmislili, pa če bo kakšna ideja ti prišla, pa mi pošelj v roku enega tedna ali pa do jutra mi pošelj kakšen mail, bom zelo vesela. Kaj ste naredili? Dali ste jim prostor, dali ste jim čas. In bojo zadihali in ne bojo se počutili napadeni. Nismo vsi enaki. Tako da, to je ena boljših stvari. Dajte jim prostor, da dihajo. No, zdaj super, hvala. Zdaj pa je Alex, ki nekaj bi rad vprašal. Ok. Če se bo sam trenutek. Ja. Evo ga. Torej, glede na to, da živimo v časih, ko večkrat delo v skupini poteka nadaljavo, recimo komunikacija poteka tudi večkrat po WhatsAppu, mailu, po chatih in tako dalje. Kako lahko vodja skupine moderira konflikte, ki se recimo zgodijo v takih okoliščinah? S premislekom. Ta moderna, konflikt bomo vedno in najboljšo uravnavali. Jaz bom kar tako rekla, zdaj me boste slišali, zdaj namenoma uporablja drugo besedo, tudi kot smo imeli za naslov, in to je uravnavanje konfliktov. Konflikti bodo vedno. Zdaj, če rečemo, da jih moramo obvladovati, to tako zgleda, veste, kot da moram neko zver prijeti za rogove in jo moram ukrotiti. Ni res. Lahko konflikte samo uravnavam. V živo je vedno lažje. V živo je vedno lažje. Zato, ker imam neverbalno govorico, ker ga vidim, ker vidim, kam grejo njegove oči, ker vidim, kako njegove telo se premika. Zato sem rekla s premislekom, kar pomeni, mogoče ne na prvo žogo odreagirati. Mogoče tisto preberite, poslušajte, tako, ne na prvo žogo. Tale tehnika je včasih, pa sploh se mi zdi, da smo zdaj, ker smo narejeni na prehitro reševanje. Včasih tudi lahko rečete, evo bom povedala primer. John Pear je gospod, star skoraj 70 let, eden najboljših transakcijskih analitikov na svetu, cel svet bere njegove knjige, gospod je Anglež. Midva sva zdaj 5-krat bila skupaj na nekih sestankih, ker pač pri nas skupaj sodelujemo. In bil je sestanek, vam bom samo povedala, kaj se je zgodilo. Bil je sestanek in imeli smo dogovor, da bomo, ker je bil sestanek dvodnevni pravzaprav, da bomo imeli neka pravila. Na začetku so rekli, pravilo je, da če želiš priti na vrsto, dvigneš roko. Ker nas je bilo čez 2 dni skupaj za omizjem. In po nekem času jaz njega vidim, da on zraven mene sedel, drži dvignjeno roko in nič se ni zgodil. Ljudje govorijo en čez drugega. In kaj je on naredil? Mislim, meni se je zdelo fenomenalno. Ko je prišel na vrsto, je vsem prisotnim, pa to je, dajmo reči, to je neka taka poslovna, intelektualna sredina. On je izrekel svoje nezadovoljstvo, prav izrekel je svoje nezadovoljstvo in je rekel, ta trenutek vam želim vsem povedati, da sem zelo, zelo, zelo jezen. Pazite, govorim o najboljšem psihologu ta trenutek v Evropi, sigurno, psihoterapeutu. On je izrazil svoje čustva, on je povedal, ta trenutek sem zelo, zelo jezen. Potem je argumentiral in rekel, imeli smo dogovor, da bomo dvigovali roke in tega ne počnemo.
In vabim vas vse skupaj, da to debato spet dvignemo na intelektualno raven. Kaj vam s tem hočem povedati? Da legitimno je izražati čustva in ni to pravzaprav čist nič narobe. Čist nič narobe. In včasih lahko tudi tako, ko ste na teh nadaljavo, si včasih lahko rečemo, pozavamo malo čas, o tem moram pa malo razmisliti. O tem moram pa malo razmisliti, zdaj pravzaprav ne vem, kako ne odreagiram. In ni treba, da je na prvo žogo, res ne. Naslednji dan stvari vedno izgledajo drugače. Vedno. Ne vem, spomnite se, koliko se s punco ali pa s fantom skregate in kako je naslednji dan vse drugače. Tako da ni potrebno vedno zelo na hitro pa na prvo žogo. No, zdaj pa še naša Barbara, meni vprašanje. Sicer zdaj, če ima še kakšen poslušalec, kakšno vprašanje lahko postavi, sicer bomo pa na to zaključili. Okay. Ja, pozdravljeni. Jaz bi vprašala, ko pride v skupini, kot smo mi, recimo 15 ljudi, ko smo na sestanku do konflikta med različnimi člani, ne, med mnenji, recimo, ima takrat predsednik to moč, da lahko pač odloči in da ima recimo en glas več? Ali to ni prav? Naj pride do ene skupne rešitve, naj rajše volimo. Kako se ti konflikti med člani, recimo na isti ravni, rešijo? Naj pač postopa predsednik ali ne? Ok, jaz bom samo povedala dobro prakso, ampak načeloma vam bi to mogel reševati vaš pravilnik. Ne? Načeloma je v pravilih igre, ki najbrž imate kakšen pravilnik o ustanovitvi, o delovanju ali karkoli, tam je fino, da imate to opredeljeno. Zato je zelo dobro, da je ponovadi število članov liho. A veste, če je liho število članov, ne more priti do pol. To je zdaj čisto iz gospodarstva govorim. Drugače pa, če pa nimate tako narejen, je pa vedno je tako, da je predsednik je tisti, ki je odločujoč člen. Ki je odločujoč člen. Vam je pa tule še en dober nasvet zraven dala, ko ste me to vprašali, recimo, če se razlikujejo mnenja. En res dober stavek. Ne bom rekla, da je trik, ker ni trik, ker je izjemno lep stavek. Sem se ga tudi naučila od takih ljudi, ki so pametnejši in modrejši. Ko pride do konflikta, ko pride do nekega nestrinjanja, pa nekdo reče nekaj, s čimer se sploh ne strinjate, je toliko dobro nekaj v tem smislu. Spoštujem, evo, recimo, da vaš predsednik nekaj reče, pa da se vi s tem ne morete strinjati. Lahko in je legitimno in je prav, nič ni narobe, ker imate pravico pravzaprav, da rečete, spoštujem tvojo odločitev. Razumem jo pa ne. Pa bi jo rada. A lahko se o tem še malo pogovorimo. Veste, spoštujem, ok, ker morate po protokolu spoštovati, že v osnovi, če je nekdo pač višji po hierarhiji, pa tudi kot človeško je to. To je tak lep stavek, res. Spoštujem tvojo odločitev. Razumem jo pa ne. A mi lahko več poveš o tem, ali pa mi lahko to osvetliš, da bom še jaz znala videti te argumente. To so taki lepi stavki, no. Drugače pa, tisto, kar ste me pa prej vprašali, načeloma predsedniki so za to, če pride do tega, da se pravzaprav zadeva tako zapelje. Ker če nimate lihega števila, pravzaprav ne morete, mislim, bo lahko velikokrat neodločeno neke stvari. Ok? Ok, zdaj pa imamo še eno vprašanje iz strani gospe Patricije, ki piše takole. Zgodilo se mi je, da so mi sogovorniki, ki sem ji povedala, da razumem, katera potreba se skriva za njihovim agresivnim nastopom, očitali, da se grem psihologa, kar jih je še bolj razburilo. Kako svetujete, da se odzovemo na take očitke? Ja, bravo, zelo, zelo dobro vprašanje. Ljudje, ki so občutljivi in ponavadi to itak na nezavednem vedo, če mi to še izrečemo, da prav rečemo, s tem zadovoljuješ svojo potrebo ali karkoli, ni dobro. Samo deluje, mislim, odgovor za gospo je, da naj samo deluje, ne nič reči. Ampak, če jaz vem, ne vem, če jaz vem, ali pa če začutim, da se v zadnji skriva neka potreba po varnosti, bom rekla čisto, v osnovi po varnosti, ker nekdo se pa tega ne bi šel, ker lahko pa, zdaj sem mu zmislila, gremo čez reko, pa lahko pademo noter. In takrat ne gremo, saj vidim, da ti pa nimaš zadovoljene potrebe po varnosti, pa se zato bojiš, ampak da gremo samo zadovoljiti to potrebo, brez da jo izrečemo, brez da jo verbaliziramo, brez da rečemo, samo rečem, ok, veš kaj, mi bomo pa dodatno dodali še
ne vem, 3 stebrčki so tam na tistem mostu, kar sigurno onemogoča, da bomo padli. Zdaj sem vam zelo simbolično hotela povedati, a veste, kaj pravzaprav govorimo. Ker ljudje ne marajo velikokrat, ja, da se dotikamo nečesa, kar je pod globino. In to ne rečemo. Tudi jaz ne, jaz priznam, jaz tega nikoli ne rečem. Jaz to rečem samo takrat, ko sem z otroci svojimi, ker njih želim, zakaj z njim to govorim, ker njim želim ozavestiti, da bojo oni sami sebe poznali, pa tudi seveda poznam jih od dneva 1 in vem tudi, kakšne pluse pa minuse smo jim starši naredili včasih. Niti pri najboljših, recimo, 2 prijateljicah se ne upam, da bi jima kar tako, ampak rajš jaz delujem, da tisto potrebo, za katero jaz mislim, da je tisti trenutek v ozadju, da jo na najboljši možen način pač zadovoljim. Okay? No, super. Torej, vprašanja so se zaključili zaenkrat. Naj samo spomnim, da naj se lahko pač naši poslušalci, in vsi, ki želijo, pišejo na naš YouTube kanal in nas sledijo preko Facebooka in Instagrama, DM+, Društvo mladih Slovencev v Italiji. In zdaj pa predam besedo za pozdrave, sicer se vam zahvaljujem in podam besedo naši predsednici Neži. Hvala, čau. Nič, jaz se zahvaljujem, hvala, da ste bila z nami. Mogoče se ponovimo, če bomo predolgo vsi zaprti tukaj v svoji hiši. Na kakšno drugo temo. Tako da hvala, se slišimo, lep večer vsem skupaj. Hvala, lep večer tudi vam. Čau.